Pred 110 leti je bila rojena Kristina Brenkova, pred 100 pa Ila Peroci. Obe sta bili zanimivi osebnosti in sta pustili močan pečat v slovenskem leposlovju za otroke. Kristina Brenkova, Prva domovina, Popotovanje v grad. Grad je stal na tisti strani naše doline, kjer je vzhajalo jutranje sonce. Svetil se je ves bel in nekam skrivnosten. Večkrat je prišla k mami prava grofica iz pravega gradu. Sedeli ste za pogrnjeno mizo, grofica je pila mleko, prigrizovala mamin kruh in rekla, da je to najboljši kruh na svetu, le v Parizu je jedla bolj imenitno zapečenega. Mama se je smehljala in ni bila prav nič užaljena. Za Horjulsko dolino je takle kruh prav dober, je menila in grofica je prikimala. Grofica je prinesla sestri in meni pisani bleščeči žogi. Takih žog nisem poslej nikoli več videla. Bili sta podobni mavrici. Modra barva se je prelivala v vijoličasto, v zeleno, v rumeno, v rdečo in spet v modro. Potem sva nekega večera pozabili žogi pred hišo na klopi in ji našli zjutraj prerezani z nožičem. Prava grofica nama je prinesla tudi pisane trakove za v lase. Danes bosta nesli v grad sveže surovo maslo, je rekla mama, zavila štručko masla v velike zelnate liste, še mokre od jutranje rose, da bi se maslo ne stopilo, ker je bilo poletje in se je obetal vroč dan. Spet sva se s sestro prijeli za roke in skupaj odšli. Skozi celo vas, preko travnikov in ob tolmunu z lokvanji. Tako nama je naročila mama. Le po stezici čez Stanožeti, nič po svoje, je naročila. Dolgo sva hodili po varni stezici čez Stanožeti, dolgo. Kot da se nama grad ni bližal, temveč odmikal. Potem sva šli čez kamniti most in po kolovozu v hrib. Grad se nama je skril, zato da se je potem dvignil pred nama ves orjaški in bleščeč. Grajski pes je bil trdno privezan. Grofici je legel k nogam. Grofica naju je odvedla v veliko sobo in v sobi ni bilo ničesar drugega kot dve dolgi vrsti stolov. Naslanjala na stolih so bila izrezljana, a nisem si upala pogledati, kakšne so podobe v lesu. To je plesna dvorana, je rekla grofica. Bila je dolga in zelo suhljata in starejša kot naša mama. Mama je bila milejša, vsaj meni se je tako zdelo. Potem je grofica pripeljala še sina, da bi se igral z nama. Imel je igrač toliko, da jih nisi mogel prešteti. Ko sva se poslovili, je grofica dala vsaki pisano rutko za na glavo. Da vaju ne bo preveč žgalo sonce, je rekla. Kristina Brenkova je bila rojena 22. oktobra 1911 v Horjulu v kmečki družini Vrhovec. Imela je še dve sestri in več bratov, odrasli sta le sestri. Na otroštvo je imela lepe spomine. Osnovno šolo je obiskovala v domačem kraju, potem pa, ker je bila bistra deklica, so želeli vsi, da bi se še naprej šolala. Našli so možnost v Mariboru pri šolskih sestrah, katerih članica je bila tudi njena teta in jo je pri šolanju ves čas tudi spremljala. V gimnaziji je tudi začela pisati leposlovje in z dvema sošolkama izdajala rokopisni list, sodelovala je tudi v dejanju, ki ga je urejal Stanko Cajnkar. Od takrat naprej je vse življenje pisala kratko pripovedno prozo in dramska besedila za otroke. Že pred drugo svetovno vojno je tudi objavljala, med drugim tudi v listu za otroke Naš rod, in to predvsem prozne priredbe slovenskih ljudskih pripovednih pesmi, kot je na primer zgodba Lakomni bratje. Kristina Brenkova, Lakomni bratje, po narodni pesmi. Živela je mati, ki je imela 9 sinov. Lepo jih je vzredila, še lepše povzgojila.
Ko so dorasli, je vsakemu zemlje kupila in jih oženila. Pri tem pa je nase pozabila. Vse je sinovom razdelila, sama pa ni imela ne krpe zemlje, ne strehe, pod katero bi živela. Pa so ji pokazali, da sinovi niso bili dobrega srca. Vsi so se branili, da bi svojo staro mater hranili. Mati je jokala in tožila, ker je tako lakomne sinove rodila. Dogovorilo se je 9 bratov, 9 sinov. Vzeli so pisane kocke in kockali. Kdor bo igro dobil, ta bo staro mater rodil. Kockali so in je tako prišlo, da je najmanjši sin, ki je imel najmanj zemlje, mater prikockal. Prijel jo je za roko in jo peljal k sebi domov. Na pragu pa je stala njegova mlada žena, komaj poročena. Hudo obraz je naredila in se nad možem, najmlajšim maternim sinom, jezila. Kdo ti bo staro žensko rodil, naj gre, od koder si jo vzel. Hudo je bilo materi, srce ji je hotelo počiti, pa je milo dejala mladi snahi. Pomiri se, ne jezi se. Le za pečjo ti bom sedela, laneno kodeljo ti bom predla. Ko boš pa dete dobila, ti ga bom varovala, pisano zibko zibala in ga lepo učila. Pa je odgovorila najmlajša snaha. Sama bom predla, sama zibala in sama svoje otroke učila. In mati je spet čez križni prag stopila, bridkos se je po vseh žilah razlezla. Počasi je proti temnemu gozdu odšla. Ni se ozrla, da bi videla 9 belih hiš, v katerih je živelo 9 njenih lakomnih sinov, ki je vse življenje zanje garala, zdaj pa nje same niso mogli prirediti. Hudo je bilo in tiho je jokala. Sam Bog se je usmilil njenih sivih las in njenih brezzobih čeljusti. Prišla je v temen gozd in živali so ji hrano nosile v toplo votlino, dokler je živela. 9 lakomnih bratov, nehvaležnih sinov, pa je kazen zadela, noben ni imel otrok in zadovoljstva ni bilo nikoli v njihovih srcih. Po končani gimnaziji je študirala pedagogiko in psihologijo, poleg tega pa je leta 1938 v Pragi študirala teorijo gledališča. Starši so ji pomagali, vendar je morala tudi sama delati, da je lahko preživela. Leta 1935 je diplomirala, vendar je študirala naprej, tako da je leta 1939 doktorirala iz pedagogike. Poročila se je s Francetom Brenkom, prav tako profesorjem, in rodila 2 sinova. Z možem sta živela v skladnem zakonu, dobro sta se razumela, njun zakon je trajal celih 54 let. Z otroki se je zelo rada pogovarjala, takole je povedala. Veliko sem dala na pogovor. Če otroci čutijo, da so enakovredni sogovorniki, ti odprejo srce, sicer pa ne. Največ, kar lahko starši damo svojim otrokom, so ljubezen, radost, zaupanje in veselje do življenja. Takšno veselje do življenja izraža tudi pogovor o 8. deželi, objavljen v reviji Rodna gruda. Kristina Brenkova, 8. dežela. Mama, ali veš, katera je 10. dežela? Ne, ne vem. Jaz tudi ne vem in vendar vem. Povej, 10. dežela je tista dežela, v kateri nimaš nobenih želja. Kdo ti je to povedal? Bral sem povestico o 10. deželi. Zdaj sem se spomnila, sinko, kadar si bolan, kaj ne potuješ v 10. deželo. Da, mama, in veš, kako je v 9. deželi? Ne vem. V 9. deželi se ti izpolni prav vsaka želja. Mama, kaj ne, mi smo pa v 8. deželi. Zakaj v 8. deželi? Ker se nam nobena želja ne izpolni. Ah, nikar ne govori tako, sinko. Poslušaj, če pričnem od danes nazaj.
Poslušaj svoje želje. Želel si imeti žlico za čevlje, prinesla sem ti rdečo. Poglej jo, na vratih visi. Včeraj sem ti kupila majhen rdeč glavnik. Res je, mama, dolgo sem si ga želel. Želel si nove smuči, dedek Mraz ti jih je prinesel. Želel si makovko za malico v šoli. Zjutraj je bila na nočni omarici. Želiš si iti v Beograd k teti Jadranki. Peljala se bova na praznik 1. maja. Ja, želel sem pudinga. Teta mi ga je skuhala in v nedeljo bo spet puding, kaj ne? Bo. Žlico borovničeve mezge bova polila čezenj. Mama, ti si kraljica 8. dežele. Sem, sinko, nekronana kraljica. Dopoldne hodim v službo, popoldne pa tiho kraljujem. Imaš čarobno paličico? Imam, skrito v predpasniku. Mama, nagni se k meni, kako mi je ime, če si ti kraljica? Ti si kraljičin zaklad in princ 8. dežele. Mama, kupi mi bicikl, rdeč, svetav, kot ga je dobil sosedov Igor. In kraljica 8. dežele je pomislila na prinčeve oguljene hlače, zašite nogavice in na prinčeve ljube rdečkaste čevlje z luknjami v podplatih. Med drugo svetovno vojno je bila članica Osvobodilne fronte, nekaj časa je bila tudi zaprta, predvsem pa je skrbela za otroke ilegalcev in borcev, ki so jih skrivali v Ljubljani. Po vojni je najprej pisala in prevajala, leta 1949 pa je postala urednica pri založbi Mladinska knjiga, pri kateri nastanku je tudi sodelovala. Založbi je ostala zvesta do upokojitve leta 1973. Kot urednica je zasnovala nekaj knjižnih zbirk za otroke, od katerih je najbolj znana Čebelica. Izbirala je tuja dela za otroke in mladino, ki so jih potem prevedli in izdali. Tako je v Slovenijo pripeljala Piko Nogavičko, jo prva prevedla in si izmislila slovenska imena za osebe v knjigi. Z njeno odločitvijo o imenih se je strinjala tudi avtorica. Ob poklicnem delu je ves čas tudi pisala lastna besedila za otroke. Najbolj znana je njena pravljica Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. Kristina Brenkova, Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. Sredina cesta. Sredina cesta je bila tlakovana s sladkorčki, zavitimi v bleščeče pisane papirčke. Barve so bile ubrano razporejene. Če si, popotnik, pogledal po cesti pred seboj, si zmeraj lahko prebral napis Srečno hodi. Najlepše pa je bilo, da je ta napis lahko prebral tudi vsak, ki ni znal brati. Zato so po sredini cesti vsi srečno hodili. Delfina je bila prepričana, da je te vrste tlakovanje popolnoma v redu. Zvitorepka pa je tako dolgo in glasno godrnjala nad slabim gospodarstvom v tej deželi, da so ob cesti urno zrasla drevesa. Mlade veje na njih pa so brž obrodile pečena kurja bederca namesto jabolk in hrušk. Obe popotnici so bili zadovoljni. Kdor se s pametjo skrega, ne spravi čolna do brega, je rekla lisica in krepko pogoltnila zajeten kos pečene piške. Ob cesti je zrasla gosta živa meja. Če si natančno pogledal, si videl, kako pod grmovjem švigajo majhne bele miške. Nekatere miške so imele pod vratom obešene drobne srebrne zvončke, druge pa majcena rdeča pisemca. Lisica se je najedla in je zadovoljno molčala. Delfini se je zdelo, da Zvitorepka ne zanima preveč, od kod in kam domišljajo majhne bele miške. Rada bi jo vprašala, a lisica ji je že odgovorila. Kjer so miške, tam morajo biti tudi mačke, ali pa narobe. Tam, kjer so mačke, so tudi miške. Prav tisti hip pa je v grmičju ob cesti milo zamjavkalo. Mijav, mijav. Delfin je zastal korak, lisica pa je mirno stopala naprej po sredini ceste, kot da je gluha na obe ušesi. Mijav, mijav, vzemite me vendar s seboj,
Saj nimam domka, je zateglo zaprosil nežen glasek. Zvitorepka se še ozrla ni, delfino pa je ostro zarezalo pri srcu in obstala je. Počakajva in poglejva, je zaprosila sopotnica. Ne maram jih, ker se potepajo brez načrta in si ne znajo pomagati, kadar je treba. Pamet je boljša kot žamet, pametni se pri ognju greje, neumni pa opeče, se je odrezala lisica. Delfini se je kljub tem lepim lisičinim pregovorom v srce zasmilila drobna malčica, ki je ta hip molila glavico izpod grmičevja. Saj to je vendar muca brezdomka, je zaurisnila deklica in skočila proti brezdomki. Muca je imela črn kozušček in belo glavo, prava muca brezdomka. Kar z nama, vse te gremo v isto smer, je bevsknila lisica, glave pa ni zasukala proti mačici, kot da je noče ne videti in ne slišati. Čeprav je muca prej mijavkala, je zdaj nekam neprizadeto in visokostno sprejela Zvitorepkino povabilo. Elegantno se je pretegnila, nato pa stopila v korak z njima. Vse tri so molčale. Delfina bi nadvse rada vedela, kam gredo. Že od ranega jutra bi rada vprašala lisico, kam jo bo pripeljala sredina pot. Že od takrat, ko so ob rani zori blede zvezde potegnile iz zemlje zlato tehtnico. Najdenček in izgubljenček sta mahala z debelušnjima ročicama v slovo, ko sta izginila v bele višave. Vedela je, da išče zlata vrata, ki jih bo odklenil njen zlati ključ. Potipala je, če ji še visi za vratom. Še. Ali kaj je za zlatimi vrati? In prav tisto pogreša, kar čuti, da je za njimi. A sama ne ve, kaj pogreša. Te kam spet gremo, je pomislila. Na obisk vendar, k muci copatarici, je zagodrnjala Zvitorepka. Joj, se je prestrašila delfina. Zdaj pa čisto zagotovo vem, da zna lisica brati moje najtišje misli. Seveda jih znam brati, a ne samo tvojih, je rekla lisica nenadoma dobrovoljna in zadovoljna s seboj. Kako pa naj bi živela, če ne bi znala brati tujih misli? Hotela je še nekaj pristaviti, a se je le zahihitala in ugriznila v jezik. Za svoje delo je dobila tudi nekaj nagrad in priznanj. Plaketo mladega pokolenja, Levstikovo nagrado, kipec kurirčka, Trubarjevo plaketo, skupaj s slikarko Marlenko Stupica pa je bila v Leipzigu nagrajena z bronastim odličjem za slikanico Babica v cirkusu. Kristina Brenkova si je kot urednica zelo prizadevala slovensko mladinsko literaturo uvrstiti tudi na mednarodni knjižni trg in to ji je v veliki meri uspelo. Menila je, da predvsem zaradi ilustracij. Bila je tudi med ustanovitelji gibanja Bralna značka. Prvič so bralno značko podelili leta 1961 na Prevaljah. V sklopu tega gibanja je veliko hodila po osnovnih šolah in se srečevala z mladimi bralci. Umrla je 20. novembra 2009 v Ljubljani. Ela Peroci je bila rojena 11. februarja 1922 v Svetem Križu pri Rogaški Slatini. Osnovno šolo je obiskovala v Rogatcu, Šentvidu pri Grobelnem in Šmarju pri Jelšah. Njen oče Jožef Hrga je bil železničar, zato se je družina selila, tako kot so ga predstojniki prestavljali po službenih mestih. Ko je bila majhna, ji ni nihče pripovedoval pravljic. Njena prva knjiga je bilo šolsko berilo. Že kot osnovnošolka je zelo rada pisala. Tudi domače naloge je rada pisala. Trudila se je vedno poiskati lepo besedo. Takole je povedala. Komaj sem znala pisati, sem imela željo po lepi besedi. Ko je učitelj napisal na šolsko tablo naslov spisa, ki naj bi ga napisali v šoli ali doma, se je v meni utrnil trenutek pravljičnosti. Pravljic nisem brala, ker nisem imela knjig.
Pravljico po učiteljevem naslovu pa sem napisala sama. Pravljico v 5 stavkih. Bili smo v 2. razredu. Napišite lepo, je rekel učitelj, in smo iskali lepo besedo. To je bila pravljica lepih besed. Še danes jih iščem. Vedno me je vodila želja, da bi pisala lepo. Po osnovni šoli je obiskovala še meščansko šolo in gimnazijo v Celju in Kočevju, srednjo šolo pa je končala že med vojno na učiteljišču v Ljubljani. Mogoče je prav tam našla zgodbe, ki jih je zapisala v romanu Po šoli me počakaj. Odlomek iz dela Po šoli me počakaj avtorice Ele Peroci. Tole pa zdaj ne bo lahko. Opisati bi vam morala njen razred, mislim, razred sam in razred dijakov. V tem razredu nisem bila nikdar, a zbrala bom vse drobne slike, svetlejše in temnejše, kakor mi jih je ustvarilo Darinkino pripovedovanje in mi še živijo v spominu. Stopite torej z menoj. Odprem velika, rjavo pripleskana vrata in iz razreda zadiši. Nikjer drugje ne diši tako kot v razredu. Včasih diši manj prijetno in v zraku še migljajo drobci krede. Zagledam se v visoka okna in skozi nje v zelenje. Verjetno je ta moja predstava za mestno šolo prerazkošna in bi videli skozi okna le sive zidove sosednjih hiš. Pa vendar, poglejmo skozi okno v to zelenje in v modro nebo. Tudi kdo od dijakov se je med poukom zagledal v zelenje in so postajale profesorjeve besede bolj in bolj monotone in je ostalo samo to zelenje in bil oblak na nebu. In morda je kdo vzdihnil. Le zakaj? Kar tako, zaradi mladosti in zaradi rasti. Peč v kotu je tudi zelena, velika, obsežna in sega skoraj do stropa. Topla je od jutra do večera. Do večera, kajti ostali so v razredu skoraj vsak dan do večera, pisali so naloge, prepevali so, se sklanjali nad učbenikom fizike, urejali so papirnate kristale v sisteme in zopet so peli in Darinka je sedela poleg Jožeta. Prebirala sta pesmi, Jožetove pesmi. Saj sploh nisem vedela, da pišeš, mu je rekla. Vem, ti si prva, ki to veš. V šoli je lahko razvijala tudi druge svoje talente. Bila je nadarjena risarka in glasbenica, igrala je violino in pela v pevskem zboru na učiteljišču. Med vojno je najprej delala v tekstilni tovarni v Kočevju, potem bila internirana v taborišču Žlebič, po vojni se je zaposlila v domu invalidne mladine v Kamniku, obenem pa ob delu študirala pedagogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poročila se je z Milanom Perocijem in rodila 2 hčeri. Seveda sta bili prvi poslušalki njenih pravljic. Posebno zanimiv je nastanek njene najbolj priljubljene pravljice Muce Copatarice. O nastanku te pravljice je povedala: Muco Copatarico je Jelka, torej pisateljičina hči, izsilila. Ko sva v vozičku vozili na sprehod mlajšo sestrico, se je Jelka nekega dne uprla in sestrice ni hotela več voziti. Sedla je na cesto in ni hotela naprej. Čez čas pa se je odločila: šla bom, če mi boš kaj lepega povedala. Pripravila me je do tega, da sem ugibala, kaj bo to lepo. Začela sem pripovedovati o Muci. Naslednji dan se je zgodba ponovila. Povej še naprej o Muci. Tretji dan spet. Potem sem povedala celo pravljico. Jelka, Anka in njuna varuška Fanika so poslušale in vsake toliko časa, če je bilo preveč fantazije, zavriskale:
To si pa izmislila. To je bila posebna igra. Ela Peroci, Muca copatarica. V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna imajo zelene naoknice, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu, le otroci so strašno neredni. Zvečer, ko ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih iščejo pod mizo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje. In po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo pa v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk, je Janezek zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla Muca, je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je klicala Špelca v sosednji hiši. Če jih nisi zvečer pospravila, ti jih je odnesla Muca, je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tino v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama je odgovorila. Muca jih je odnesla. V vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili lačni. Kar bosi so posedli k mizi. Napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical čez cesto. Špelca, pridi k meni. Špelca je takoj pritekla na prag in rekla. Se bi rada prišla, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate. Pridi ti k meni. Ne morem, je rekel Janezek. Tudi meni je Muca odnesla copate. Tine, sta klicala Janezek in Špelca. Pridi no k nama. Tina je pritekel na prag in odgovoril. Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla na hišni prag. Tudi njej je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag. Muca mi je odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je bilo toplo. Bosi in v pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se. Le kam je Muca odnesla naše copate? Poiščimo Mucin dom, je rekel Jurček in so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi, prišli so do gozda in so šli kar naprej. Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in pripogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna rož, na vratih pa je bil napis Muca copatarica. Muca je otroke takoj slišala in jim odprla vrata. Ljubi otroci, kaj bi pa vi radi? Copate, so prosili otroci. Nato jih je povabila v hiško. V hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški, otroci so kar umolknili. Vsak naj vzame svoje copate, je rekla Muca copatarica. To pa seveda ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani, a potrgani gumbi spet prišiti. Otroci so jih komaj da prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, on pa jih je še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov, mu je rekla Muca copatarica. Bobka je zelo zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo strganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiše in Bobka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila, bos boš šel domov. Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmejil. Najbolj nereden si, a najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi hodil bos, mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Ko bo zapadel sneg, ti se šijam nove, mu je obljubila. To so slišali tudi drugi otroci. Obrnili so se in prosili,
Meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla: Tudi vam jih sešijam. Zaprla je hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in modrih copatkih hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek. Danes sneži in muca copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi. Zajčjo kožo bo podložila, da bodo toplejši. Bobku sešijem najtoplejše copatke, takšne preko gležnjev. Janezku sešijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špeljčini copatki bodo lepi kot mamini. Tinetu, ki izgubi vsak gumb, moram sešiti copatke brez gumbov. Tonki pa sešijem copatke s copi. In drugim otrokom? Vsakemu takšne, kot si jih najbolj želi. Tako bom vsem ostregla, je premišljevala muca copatarica, ko je gledala za njimi. In potem je zaprla še okno in zaspala. Kdo ve, ali jih bodo otroci pospravili, ko pojdejo spat. Tudi Jelka iz pravljice Moj dežnik je lahko balon je v nekaterih potezah podobna pisateljičini hčeri Jelki. Nekaj let je urejala revijo Otrok in družina, nekaj časa je bila učiteljica na šoli, dolgo pa je bila zaposlena na Radiu Ljubljana in urejala revijo Pionir. Glavno njeno poslanstvo pa so pravljice. Njene pravljice so preproste. Rekla je, da ne piše za otroke, ampak otrokom in se tako z njimi pogovarja. Vendar se z njimi ni pogovarjala le prek knjig, pač pa tudi prek radijskih valov, saj je napisala veliko pravljic, ki so bile predvajane na radiju. Več let je pripravljala radijske oddaje za srednjo in potem tudi za nižjo stopnjo. Oblikovala je tudi cikel Nenavadni pogovori. Več njenih pravljic je bilo tudi posnetih in predvajanih na televiziji, na primer pravljice o Nini. Pravljice Ele Peroci so prevedene tudi v več tujih jezikov. Izšle so tako posamezne kot v zbirkah. V hrvaščini, srbščini, albanščini, makedonščini, češčini, slovaščini, madžarščini, italijanščini, nemščini, poljščini, francoščini, finščini, estonščini, ruščini, kitajščini in esperantu. Zanje je bila tudi večkrat nagrajena. Za več pravljic je dobila Levstikovo nagrado, večkrat je bila nominirana za Andersenovo nagrado, dobila je priznanja Mednarodne zveze za mladinsko književnost, 3-krat je dobila plaketo Zlata knjiga, leta 1983 pa listino Zmajevih otroških iger v Novem Sadu. Kot posebno čast je sprejela povabilo, naj napiše poslanico otrokom sveta ob Mednarodnem dnevu knjige 2. aprilu za leto 1970. Ob tej priložnosti je napisala zgodbo o deklici Heleni, ki jo je spoznala v domu invalidne mladine v Kamniku. Ela Peroci je pisala tudi pesmi in to za odrasle. Leta 1966 je izdala zbirko Rišem dan. To so lirske pesmi, ki se dotikajo vseh področij človeškega življenja, od ljubezni, erotike, samote, smrti. Pesem. Ko prestavljam zaprašene stole, si zaželim: Vrnite se, prosim, in sedite. Prisluhnite z menoj tišini pred nočjo. Včeraj se je spustila k meni dobra ptica, pozobala je drobna zrna iz davnih pričakovanj. Eno zrno je zlato, pustila ga je zakopanega, kakor je, globoko. To bo poslednja pesem. V najtišjem miru. V najtišjem miru mi spleza po hrbtu strah, da bi me zagrnil.
Noč prebedim, da ne bi preslišala lastnega krika, in mraz mi žgoče prebada noge. Senca nosi s seboj senca in senca senco preteklih življenj nesrečnikov. Bližajo se mi, da bi popile poslednjo svetlobo dni, ki ni več dan. Da bi zadušile zadušeno besedo, da bi zaprle usta, ki ne kličejo več, da bi zadržale roke v vsakdanjih dolžnostih, da bi zakovale noge za vselej. V prah so razpršile poslednjo svetlobo lepote. Naj mi zaprejo še oči. Res je, sonce je eno samo in ni sijalo samo njim. Mrak. Jabolka otroških glasov padajo z visokega in se razkaljajo ob oknu. Za tem oknom ždim v zelenem hišnem hladu. Poslušam. Oko se ne premakne. Nad mizo so se sklenile utrujene roke in z zlatim robom se je prelomilo popoldne v mraku. V mraku izgubljam oči in čelo. Zelena jabolka z visokega me ne dosežejo. Objemajo me pretrgane bilke minulega življenja. Dež. Šepetal mi je oddih pozabljenega in umil senco z dneva. V žuborečo tišino je vklesal valujočo travo in pojoče rože. Umil je prag mojega doma in oddal zevajočemu golobu na strehi nenaslovljeno vabilo, napisano je iz srca. Utrujena okna je zagrnil v panje. Šepetajoči dež. Novi dan. Novi dan ima rumene liste obrezi in v živi meji vrtnice. V odprtih dlaneh ponuja pobeljeno hišo, v hiši topel kot s staro sliko na steni. Upanje v oknih. Vse je še nedoživeto in veter iz jesenskega gozda mi prinaša govorico prihajajočih. Ela Peroci je v starosti zbolela za Parkinsonovo boleznijo in takrat je zanjo še posebno lepo skrbel njen mož Milan. Tega se je zavedala in zato se mu je zahvalila s posebnim osebnim zapisom. Umrla je 19. novembra 2001 v Ljubljani. Po njeni smrti je mož uredil v spodnjih prostorih stanovanjske hiše spominsko sobo njej v čast. Tam je razstavil veliko fotografij, priznanj, knjig in vsega, kar je spominjalo na Elo Peroci.